Štefan Bevčič je pri 40 popolnoma odvisen od drugih. Zaradi amiotrofične lateralne skleroze v njegovem telesu počasi propada živčevje, zato mišice slabijo. Po 3 letih, odkar so zdravniki prepoznali to nevrološko bolezen, za katero v Sloveniji vsako leto zboli do 40 ljudi, Štefan brez pomoči drugih ne zmore ničesar. Zmorem tukaj sedeti, kakor se sliši banalno. Ne morem več kozarca dvigati, ne morem se niti popraskati po glavi. Upanje vidi le v presaditvi matičnih celic, ki jo med drugim izvaja tudi bolnišnica v Mehiki. Uspešna operacija bi bolezen upočasnila, ozdraviti je ne more. Zdravila za to bolezen namreč še ni. Zadušiš se na koncu, ker ne moreš več dihati. A za potovanje v Mehiko in operacijo bi potreboval več 10 000 evrov. Ker toliko denarja ni imel, se je pred meseci po pomoč, kot že nemalo kdo, obrnil na javnost. Donatorje s pomočjo dobrodelnih dražb, koncertov ali kako drugače bolniki ali njihovi svojci iščejo, kadar nimajo denarja in menijo, da bi neko zdravljenje v tujini pomagalo. S tem javnim pismom pomoč donatorjev išče tudi oče 26-letne šahistke Vesne Rožič, ki je zbolela za rakom. Prvi ciklus lokalne kemoterapije v Nemčiji smo lahko plačali sami. Za plačilo preostalih 2 ciklusov v skupni višini 40 000 evrov pa se obračamo na vas. Zavod za zdravstveno zavarovanje pregled, preiskavo ali zdravljenje v tujini plača, če slovenska zdravstvena stroka ugotovi, da je storila vse, kar je v njeni moči, ali če bi zavarovanec v Sloveniji na zdravljenje moral čakati predolgo. Največkrat je problem v tem, da je v Sloveniji izvajalec, ki je na voljo, pa se nekako zavarovanci ne odločijo za njega. Želijo, morda so izvedeli iz medijev, interneta, ki je podobno, da so po njihovem mnenju boljši izvajalci v tujini. Vendar mora to pač presoditi stroka. Stroškov operacij, ki še niso uradno priznane, kot je tista v Mehiki, ki bi jo rad preizkusil Štefan, zavod ne krije. Pomagajo, da ti kupijo električni voziček, pa ta zdravila, ki so za lajšanje simptomov, ampak to je pa tudi to. A vztraja, ker je to vse, kar lahko stori zase, za svojce in za prijatelje. Vse, da bi živel dlje, čeprav kot ujetnik v lastnem telesu.